Lepo pozdravljeni vsem skupaj. Nocoj med nami gostimo gospo Natašo Meznarič, ki nam bo v nadaljevanju predstavila svojo pot iz depresije, anksioznosti in paničnih napadov. Nataša je danes srečna in ustvarjalna ženska, ampak pot do tega še zdaleč ni bila enostavna. Svoje znanje in izkušnje deli na seminarjih, tečajih, tudi na spletnih portalih, YouTubeu in tudi nocoj bo nam poskušala deliti dragocene izkušnje, kako premagati duševne bolečine. Izvolite. Hvala lepa. Hvala, da ste si vzeli čas, da ste nekaj res velikega za sebe naredili, da ste si s tem izkazali, da se imate radi. Hvala knjižnici Dravogradu, da me gostijo, da so me sprejeli med sebe. Jaz verjamem, da boste danes, ko boste šli iz tega predavanja, nikoli več ne boste isti. Se dobro sliši? Je v redu? Odzadaj tudi. Se pravi, vam bo skozi en črviček odzadaj kaj govoril, ko bi lahko kaj drugače naredili, ko bi se lahko kaj drugače odločili, ko bi lahko kaj drugače mislili. Tako da res si tudi čestitite sami sebi, da ste prišli in da ste si vzeli čas za sebe. Dobrodošli, to vedno napišem, če je možnost. Zelo sem vesela, da sem tu, zelo sem vesela, da ste vi tu. Zdaj pa na tale stavek, to je čist moj stavek, če sem skreirala sranje, lahko tudi sanje. In čez ta stavek, mogoče ta beseda sranje komu ni všeč, ampak tak je v življenju. Če se vrnem nekako nazaj v svoje življenje, odkot naprej se ga spominjam, recimo od nekje 7 let, ko mi je umrla mamica. In sestro sem imela 5 let takrat starejšo in čez noč sem rabila odrasti, se pravi začeti kuhati, devati perilo prati, očetu srajce likati, skrbeti za dom, generalno čistiti stanovanje, se pravi pri 7 letih nisem imela več otroštva, ampak je šlo vse v neko vlogo mame, recimo, da sem šla. Oče se je zelo težko spopadel s to smrtjo mamice, je bilo tudi dosti alkohola, dosti nasilja doma, oziroma kar ogromno vsega tega. Več povem, ki bolj takana, ko smo 1 na 1, ko delamo, če koga zanima, da ne bi zdaj očeta v kako stisko spravljala, recimo. Ampak bilo je zelo težko. Nisem bila slišana, nisem bila videna. Ko sem jokala sama, vedno nekje v kotu. Tudi to ni bilo dovoljeno, se zdaj, če pri sebi pomislite, mogoče koliko je bilo pri vas dovoljeno doma čustvovati, se pravi, ali pa izražati neko obnašanje, bom rekla, ne neprimerno, ampak nedovoljeno. Mi se danes učimo, pa tu boste slišali, da so vsa čustva dovoljena, tudi žalost, obup, nemoč, vse to je dovoljeno. In lepo je, če imamo takrat en prostor, recimo, da nam nekdo ponudi, da lahko to izrazimo. Se pravi, pri meni tega ni bilo. Iz tega vzorca nasilja, alkoholizma, sem se tudi sama lepo na to pot podala in sem imela predvsem vsa partnerstva, kar sem jih imela, nasilna, zelo nasilna. Sama sem tudi kar dosti, že pol na koncu mi že prijateljice rekle, recimo, Nataša, preveč piješ, bilo smo kot, ne vem, srednja šola, študenti, normalno, da hodiš nekaj, žuraš in tako naprej, ampak je šlo preveč. In pol vedno tudi, ko se je večer zaključil, ko sem prišla domov, sem vedno zelo jokala. Se pravi, sem pol videla, zdaj sem pa pijem zato, ker sem nesrečna, zato, ker, ne vem, se imamo fajn, pa ker žuramo. Pol sem tudi začela kar dosti marihuano zraven kaditi, tako da sem kar fejs šla dol. Bila sem tudi, imam 2 otročka, Neža je stara zdaj 10 let, Ula Neža je, Ula je bratec, zdaj ime Neža sem jaz dala, tako da je Ula Neža. Pa imam Jakoba, sina, starega 22 let. Oba sta krasna, določeni izzivi so še z Nežo, ko ima neke diagnoze, avtizem in tako naprej.
ampak jih lepo rešujem, ne. Zdaj pa kako reševati karkoli v življenju, se pravi, na področju, ko nam ne gre, rabimo nove informacije, rabimo novo znanje. In ko sem jaz recimo zapadla v depresijo, jaz sem ostala noseča z Nežo, takrat me je še nazadnje recimo ta oče njen, če lahko rečem tak, pretepil, na cesti z eno vrečko črno za smeti svojih stvari. Brez dokumentov, brez denarja, brez kam bom šla, pa z 12 let starim sinom, pa psom. Imela sem nemškega bokserja Taro takrat. In od tu naprej sem se znašla dobesedno na cesti. Rekla sem, v materinski dom ne grem, to mi je bilo ta zadnje. In potem me je sestra vzela vse, oziroma njen mož je rekel, da sem lahko nekaj časa pri njih, dokler si ne uredim stanovanja. Bila sem 3-krat v psihiatrični bolnici v Vojniku. Diagnoze so bile, tako je gospa omenila, se pravi, zelo huda depresija, bipolarna motnja, šizofrenija, panični napadi, anksioznost in tako naprej in tako naprej. Bila sem na injekcijah za, ali pa proti, ne vem, šizofreniji. Vmes med tem, to terapijo, se mi je pa zgodila ta zelo globoka depresija. Bila sem tik pred tem, da naredim samomor, se pravi, cele dneve sem jokala, bila sem najbolj nesrečen človek na svetu, najbolj osamljen človek, najbolj žalosten človek. Tu lahko poudarim, da sem za vse to krivila druge, ne. Se pravi, nisem sprejemala odgovornosti še takrat za svoje življenje, nisem znala, nisem imela teh informacij. Manjko mi je še sam korak, kak naj naredim, ker se mi je zdaj, odzad mi je skozi nekaj govoril, kak je bilo meni hudo, ko je mamica umrla, pa kak sem jaz bila žalostna celo življenje in kak naj zdaj to otrokom naredim, da me nekje tam, ko sem študirala, naj se veste nekaj, kak se dela to, ne, ali ne vem, greš pod vlako, ali ne vem kaj. In vsega, kako bojo to otroci mene tam videli tako, ne, to mi ni šlo skozi in to me je neko gor držalo. Vmes sem pol med tistimi terapijo za šizofrenijo dobila to hudo obliko depresije. Vsi so mi govorili, ne iti na tablete, ne iti na antidepresive, ampak jaz lahko rečem, da na tisti točki so meni antidepresivi rešili življenje. Šla sem z zavedanjem, da jih bom jemala največ par mesecev v to. In začela sem konkretno delati na sebi. Konkretno. Če se vrnem zdaj še malo nazaj, se pravi, lahko, jaz vedno povem tako je, zdaj kdo me sodi, rečem, to je njegovo, se pravi, če bi bila to zdravila, to, kar sem jaz dobivala, potem bi vsi zdravi šli iz teh psihiatričnih bolnic, ne. In še vedno trdim, da mi je glih antipsihotik povzročil tako hudo depresijo, čeprav sem že prej kazala znake, ne. Tako da, jaz sem vedela, dol rabim iti iz tega. Nikogar nisem poslušala, kakšni so učinki, ko greš dol, kaj se zgodi s človekom ali karkoli, ampak sem enostavno zdravnico toliko obrnila, da sem rekla, bi lahko šla jaz dol iz antidepresivov, ko so bile injekcije, se pravi, me je imela pod nadzorom, pa dama tablete, je rekla, lahko, nisem niti ene več vzela. To je moja izkušnja, Bog ne daj, da kdo to zdaj dela, zato ko sem jaz delala. Jaz sem vedela takrat že, kaj delam. Antidepresive sem pa še pustila toliko časa, da sem se naučila kontrolirati svoje misli. Ker kaj je bilo? Jaz sem imela 24/7, se pravi vsako stotinko sekunde, ne vsako sekundo, ampak skozi samo misel, naredi samomor, rešena boš, boljš ti bo, drugi bojo spoznali, kaj so delali in tako naprej. Skozi je bila ta misel. Iz misli pa vemo vsi, da pride, kaj bi rekli, kaj pride iz misli. Ja, pa občutek, ne. Občutek je bil toliko močen, da rabim jaz to narediti, ne. Prav občutek me je vlekel, jaz bom rešena, jaz rabim to narediti, jaz... Ne gre drugače. Ne gre drugače, hvala, ja, ne gre drugače, ne. In kaj sem naredila, se pravi, iz misli sem prišla do občutka in prepričanje sem dobila, ne gre drugače, jaz nisem videla izhoda, da bi šlo drugače.
Nisem mogla niti avta voziti, ter sem sama sebe stuširala. Zdaj, če ne poznate ljudi, ko so recimo v depresiji, se pravi, res nimaš dobene volje, niti do nege sam sebe, niti do umivanja, niti otroka sem mogla tuširati, to mi je bilo najtežje, ne. Rekla sem pa vedno, ne bom se ulegla v poslo, to sem pa bila, ker sem vedela, če se pa uležem v poslo, sem pa gotova. Tako da sem raje pucala nekaj, cel dan ali nekaj delala, zraven sem pa začela brati, se pravi, Joe Dispenza. Placebo ste vi. Začela sem hoditi na predavanja. Tako, kako so predavali, tako jaz dan zdaj vam, se pravi ljudje, ko so imeli to izkušnjo, ko jaz. In takrat mi je ena gospa rekla, jaz verjamem v tebe, da boš zmogla. Jaz mislim, kak ti verjameš, kako ne, jaz grem ven iz tega, ne, meni ni bilo, kaj nisem imela, se pravi, nisem imela nekoga, ko bi imel isto izkušnjo kot jaz, pa bi šel ven, ona jo je pa imela. In sem rekla, če mi ona reče, pol že lahko, kak bom, ne vem. In pol mi je pomagala. Začela sem, se pravi, tiste vse terapije, vse tablete sem dala stran. Začela sem s CBD kapljicami, ki so me pomirile. Začela sem s pojačano dozo C-vitamina vsako jutro, smutije zjutraj, začela sem z ašvagando in tako naprej in tako naprej. In kaj sem še začela, sama sebe sem brcnila v rit in sem začela vsak dan, skoraj vsak dan hoditi v hribe. Ne na sprehod, ampak v hrib. Bilo je zelo težko, ker mi je skozi ego od zadaj nagajal, ne daj se raje ulež, pa kaj boš to, pa tak ne. Se pravi, res rabiš se preslišati to, pa res ne. In 3 mesece sem hodila v hribe, a mi je tega treba, jokala zraven, ne morem, ne. Po 3 mesecih sem se pa na isti točki, ko sem se vedno ustavila, zjokala, ne. Se pravi, iz hvaležnosti, od hvaležnosti, da mi je postalo lepo hoditi v hribe, ne. Ker vedela sem pa, da rabim začeti biti fizično aktivna, če želim tudi to notranjo moč dobiti, da bom zmogla z vsem tem. Potem sem začela hoditi na razne terapije, karmične diagnostike, hipnoterapije, raznim takim terapevtom, bom rekla alternativnim, da sem se poglabljala v sebe, da sem prišla do svojih vzorcev, do svojih ran, res v globine, to je zelo bolelo, ne, zelo, to kriči zraven, jokaš, ne vem, jaz sem bila čisto mokra, tresla sem se, ne, se pravi, res do svojih globin. Ampak šele ko gremo res v svoje globine, se začne lahko tudi celjenje, ne. In tako sem jaz začela te rane korak za korakom, mic za mic, vedno rečem, mišji koraki so delati, da sem počasi lezla ven. Začela sem meditirati vsak dan, ne, to vam zdaj govorim korake in metode, ko so meni pomagale, ne. Definitivno lahko rečem, da mi je meditacija rešila življenje, se pravi vsak večer umirjati svoje misli. Potem sem rekla, jaz to ne znam, meni to ne gre, jaz imam še vedno 1000 misli, tu je pa treba vztrajati, pa biti potrpežljiv. Se pravi, dokler ti ne uspe. In eno noč po preteku, ne vem, 1000 noči je meni uspelo, da sem jaz prišla do sebe skozi meditacijo, da sem prišla recimo do tega stavka, ne, če sem skreirala sranje, lahko tudi sanje, ne. Ker ta stavek je meni rešil življenje. Ko sem jaz že kar nekaj vedela o energijah, o vibracijah in tako naprej, in na tisti točki, ko sem jaz, to je najtežja točka, ne, sprejeti odgovornost. Se pravi, jaz sem odgovorna za vse, kar se mi je v življenju dogajalo. Jaz sem si očeta zbrala, jaz sem si mamo zbrala, jaz sem si zbrala te izkušnje. Zakaj? Za svojo rast. Zdaj nekdo zraste, nekdo pa ne, ne. In to odgovornost sprejeti, če sem jaz odgovorna. Zdaj pa, če smo v vlogi žrtve, to, kar sem jaz bila, depresija, vse to je vse vloga žrtve. Se pravi, tako dobro se naučimo to igrati, da pol lepo vlogo žrtve in ubogega jaza igramo. Ampak meni je na eni točki, sem rekla, v redu, zdaj sem čist dol, ne, cele dneve sem jokala. Pa če sem jaz zdaj čist dol, pa če sem jaz za to odgovorna, se pravi, jaz sem lahko tu čist gor. Se pravi, če sem skreirala vso to sranje, če sem res jaz odgovorna, lahko kreiram tudi svoje sanje, ne. In potem sem začela kreirati svoje sanje. In danes predavam po celi Sloveniji, imam svoj
program Pot do sreče in notranjega miru, s katerim ljudem pomagam iz takih stanj, oziroma jih še postavljamo zelo trdne temelje v programu in pomagam jim biti še bolj srečni, še bolj mirni, da najdejo sebe, zakaj so tu prišli na zemljo, kaj je njihova pot in tako naprej. Imam tudi svoj YouTube kanal Planet ljubezni, vabljeni, boste pol dobili take vizitke, kje me vse najdete. Letos me je tudi ena turistična agencija povabila, tako da sem bila en teden na Hrvaškem in sem tam predavala. Tako da zdaj nekako živim svoje sanje, ne še tisto, kar vem, da bom, ampak to so spet koraki. Tako da, če koga kaj zanima, lepo prosim vprašajte. Jaz sem drugače čisto preprosta ženska, čaje rada nabiram, v hribe hodim, 2 psa imam. Kako ste otroka to spremljali? Zrihtam se za predavanje, drugače sem trenerki. Frizerju grem, ko imam predavanje. Tako da, čisto karkoli lahko vprašate. Kako ste otroka to vašo pot spremljali? Ja, otroka pa... No in takrat, ko ste imeli eno misel, ne moreš misliti na otroka? Ne, ne moš. Ne. Jaz pravim... Tudi na otroka ne? Ne. Jaz pravim, glih zanj sem imela, ko imam te posvete, recimo jaz pa tak, z ljudmi pa coachinge, pa sem imela z eno gospo, ko ima 12 pa 13 let starega otroka, 10 pa 13, ne vem zdaj, pa je ful res v zelo hudi depresiji, Pa reka, jaz imam rada otroke, Sem kale, zdaj ti bom pa jaz povedala, nimaš jih rada, Ker nimaš niti sebe rada. Ker človek, ko je v depresiji, nima rad sebe. To je dejstvo. Zaradi tega, ker če bi se imel rad sebe, res rad, bomo pol povedali, kaj to pomeni imeti sebe rad, se nikoli ne bi znašel v depresiji. Ker depresija pomeni samo totalen odmik iz svoje poti. Se pravi, zakaj se je meni zgodila, živela sem poti svojih partnerjev, recimo v njihovih firmah pomagala, nikjer ni bilo mene. Nisem si časa za sebe vzela, nisem se razvajala, nisem si poklonila nobenih užitkov, se pravi, sam služba, dom, da bom skuhala, da bom poskrbela za otroke in tako naprej. In sem vedno šla globje, In vse te travme, ko sem jih doživela, to se je samo nalagali, nikoli se ni pa čistil. In enkrat je pa eksplodiral, In sam nočem vam zdaj reči, da nimaš rad otroke v tem smislu, vzema to v narekovajih, ampak takrat ti ne moreš, če si ti, jaz rečem, kak bo človek, ko ni samozavesten, vzgojil samozavestnega otroka. Kak bo starš, ko nima rad sam sebe, vzgojil otroka, ko ima rad sam sebe. Če ne vemo, kaj to pomeni imeti rad sam sebe, se nas ni doben naučil, niti doben nam ni pokazal. A ste doživeli, da je doma, ne vem, da bi mama rekla, danes pa jaz grem, danes je pa moj dan, si vzemem čas za sebe. Ali pa da je oče rekel, recimo, da ni bila zdaj gostilna, pa ne vem kam, ampak da je rekel, recimo, ok, zdaj imam pa jaz 1 uro za sebe, grem, ne vem, z prijateljem, ne vem, na košarka, pa bom pa 1 uro s teboj. To pomeni, se pravi, ko si vzamemo čas za sebe, da se damo na prvo mesto. Jaz vedno rečem, jaz sem na prvem mestu in oba moja otroka sta na prvem mestu in psa sta na prvem mestu. Sam, če jaz ne bom polna, najbolj od vseh tetih, ko smo na prvem mestu, jaz ne morem nič otrokom dati, pa nobenemu, pa ne bi mogla predavati, pa ne bi mogla nič. Se pravi, rabim ves čas skrbeti za to ljubezen do sebe, da gremo v hribe, kar je meni lepo, da si privoščim masažo, recimo, zato ker ravno v užitkih, takrat, ko smo mi v užitku, ko nam je lepo, ko počnemo stvari, ko so nam prijetne, takrat prihajajo ideje, takrat prihajajo lepe misli, prijetni občutki in prijetne misli, posledično je to prijetno življenje. In tako, ko sem rekla, na eni točki sem začela kontrolirati svoje misli. Mi imamo 60.000, preko 60.000, ne vem koliko to je, dokazano vse, misli na dan. In mi cel dan nekaj mislimo in kar mislimo in mislimo in mislimo. A se kdaj vprašate, ko recimo avtogoste ali pa ko greste v trgovino ali pa na poti v službo ali pa na poti domov, kaj zdaj mislim? Vprašajte se to, kaj zdaj mislim. A mislim misli,
ko so mi v doprinos, ko mi bojo služile, ali kar nekaj brez veze mislim. Ker vse, čisto vse vam zagotavlja, imate že vse dokazan danes, se začne pri misli. Per eni taki brezveznariji, lahko rečem, ampak vse, kar mi živimo, vse, kar smo, koliko imamo denarja, kako izgledamo, kakšne odnose imamo, vse se začne pri misli. Vse. Kaj jaz mislim? In jaz sem videla, da mislim samo misli, ki mi ne služijo in ki mi niso v doprinos. In sem začela z vajo. To je vse, kar vam govorim, da sem jaz danes dosegla, je vaja, vaja, vaja. Kot naprimer. Kot naprimer, recimo, kontrola misli. Se pravi, jaz se vozim v avtu ali pa ne vem, nekaj, ne, ok, kaj zdaj razmišljam? Spet nekaj razmišljam, kaj je ono tam, pa kaj je to, pa kaj bo? Ne, ok, jaz bom mislila misli, ki so mi prijetne. Danes je čudovit dan, danes se bodo dogajali sami čudeži, danes bom srečala človeka, ko mi bo nekaj ful v življenju pomagal. In tako naprej. Se pravi, zavestno mislim to, kar jaz želim misliti. Ker slej ko prej bom to tudi živela, kar mislim. Ker življenje do danes, do tega trenutka, je posledica naših misli, občutkov in prepričanj. Do danes. In tu zdaj pride ta korak odgovornost. Ok, če je res to, kar danes živim, ta trenutek, se pravi partnerstvo, zdravje, ljubezen, služba, denar, karkoli, odnosi, če je res to posledica vseh teh misli in občutkov, ko sem jih do danes mislil, se pravi, če jaz postanem odgovoren in pridobivam novo znanje, lahko živim kakršnokoli življenje želim in lahko imam v življenju karkoli želim. To je sprejemanje odgovornosti. Zdaj pa ponavadi ljudje, ki so zelo nesrečni, na tem mestu grejo še bolj v vlogo žrtve. Ne, ti si kriv, on je kriv, država, jaz sem vse krivila. Očeta, mamo, je že bila ne vem koliko let pod zemljo, pa mrtva, jaz sem jo krivila, da je ona kriva, da imam jaz tako življenje. Pa je zamerila, recimo, ne, strašno sem ji zamerila, to pol na terapijah vidiš, ne. In da me je ona pustila, da zaradi nje tako. In vse sem krivila, vse nisem pa sprejela odgovornosti, ne. In odgovornost je ključna v življenju. Zdaj pa lahko rečeš, ok, če sem za vse jaz odgovoren, pa se spet še bolj smiliš sam sebi, lahko pa rečeš, ok, juhej, če sem za vse jaz odgovoren, bom pa skreiral življenje tako, ko ga jaz hočem. Ok, ne vem še zdaj čist, kaj hočem, ne, ker tudi jaz nisem vedela, kaj želim. Ne, ali pa, ko me je en terapevt vprašal, v čem uživaš, kaj rada delaš? Ne vem, ne vem. Meni ni bilo tisto, kaj jaz rada delam, ne vem. Je rekel, le jaz vem, da ti veš. Pa sem mu verjela, da res ve, da jaz vem. Pa sem začela počasi, ok, rada jabolke režem, jaz sem diplomirani inženir agronomije, sadjar vinogradnik, pa učiteljica sem tudi, za učiteljico sem naredila. Samo zdaj na drugačen način učim, v šoli se nisem videla, ne. Drugače imam tudi delavnice za otroke, pa sadimo drevje, pa obrezujemo drevje, pa zelišča nabiramo. Zelo rada, sem pa rekla, nabiram zelišča, ne. To sem vedela, da rada počnem. Rada jabolka obrezujem, recimo, ne. Rada okolice urejam, drugače jaz že prek 27 let sem prej gospe povedala, urejam okolice, tudi se pravi okolice hiš, sadim, žive meje režem, kramp imam v roki, lopato, vse. Začela sem pa tu v Dovžah, na enem hribčku, gospod je bil nek avtoprevoznik, vem, da je imel kamione, pa ženo Urško, ona je pa pol umrla za rakom. Tam gor sem začela delati okolice, prek 27 let nazaj. In sem začela iskati, se pravi, kaj sploh rada delam, v čem uživam. Ker to je pogoj. Ker ko mi uživamo, se nam misli umirijo. Res je pa, da lahko, naprimer, ne čistimo radi stanovanja. To je pa tudi ena veščina, ko je meni rešila življenje. In na naslednjem takem piše gor, hvaležen človek je srečen človek, nehvaležen človek in nesrečen človek. To si dobro zapomnite. Se pravi, človek, ki je srečen, je hvaležen. Človek, ki je nesrečen, ni hvaležen. In za tem stojim. Začela sem vaditi hvaležnost.
Ker kaj se je pri meni zgodilo? Hodila sem na Karitas po hrano, po oblačila. Imamo v Žalcu, je neka želva, se imenuje, ko imajo te hrano s potečenim rokom, ko dajo trgovine, in sem hodila po tisto hrano. Se pravi, bila sem v čistem pomanjkanju denarja, zdravja, vse, odnosi skrhani, to smo se sam kregali in tako naprej. In kaj sem zdaj hotela povedati? Hvaležnost, hvala, ja. Kaj sem jaz naredila? Isto življenje, izven mene, če gledam, recimo avto, odnosi, denar. Z istim življenjem, ko sem bila najbolj nesrečen človek, sem v istim življenju, pa isto, kar sem imela izven sebe, postala najbolj srečen človek. Se pravi, jaz nisem imela več denarja, ko sem postala srečna. Jaz nisem imela drugačnih odnosov, ko sem postala srečna. Jaz nisem imela, ne vem, BMW-ja zdaj, ampak sem še imela vedno star avto. Kripo sem hotela reči, če je res bilo, ko je dežval, je bilo to vode, no, to avto, nekaj je bil platneno streho, ne. In sam jaz sem začela vaditi hvaležnost in to vam na srce polagam. Če se spoznate kaj na vibracije, se pravi, vsi vemo, da smo vibracijska bitja, energijska bitja, ne, in da je vse energija. In hvaležnost ima recimo 900 hercov vibracije. Veselje, užitek, tam okoli 500. Ne? Ko bi mislili, ja, vse to je najboljš, ne? Najbližje k vam samim, pa na vašo pot vas bo glih hvaležnost pripeljala. In če bi jaz eno metodo izpostavila, bi definitivno izpostavila hvaležnost. To je spet veščina, ki se jo vadi, ker se jo nismo naučili. Sam poslušali smo recimo od starša, spet nisi hvaležen, pa zakaj nisi hvaležen, pa le koliko ti damo, pa nisi hvaležen. Sam kako bi bili hvaležni, če ne znamo biti hvaležni, če nam ni doben pokazal, kak je to, ne? No in sem začela pisati, ne, pisati je pa treba, ker s pisanjem prizemljujemo, še vedno smo na zemlji, v materialnem svetu in je treba stvari pisati, da se prizemljijo, ne da jih imamo kar v glavi, ne. Vsak večer 10 hvaležnosti. Pa na začetku nisem nič našla, zakaj sem lahko hvaležna, ne vem, ne. Pa sem druge poslušala, kaj za streho na glavo, za toplo poslo, za hrano, za vodo. Pa sem to pisala, čutila pa nisem dobene hvaležnosti. Občutka ni bilo. Zato jaz vedno rečem, pišite, bo že. Pa sem mogoče jih komi našla 10, pa drug dan sem se res potrudila, da sem jih našla 10. Danes jih zdrdram, lahko jih cel dan govorim, ne. Sem, kaj je bilo? Jaz sem prišla do solz, do joka, ko sem jaz res, jaz že vse imam, da sem lahko srečna. Jaz sem skozi z mislimi živela v pomanjkanju, kaj vse nimam, sem devala fokus na to, kaj nimam. To je tudi fokus, tretja stvar, zdaj smo že obdela meditacija, pa to. Se pravi, jaz sem sam gledala, nimam partnerja, nimam denarja, ne razumem se z nobenim, nimam mnoga avta, imam star avto, nimam stanovanja, nimam tega, nimam takih oblek, ko jih ima ona, nimam take torbice, nimam takega telesa, samo to sem gledala, fokus sem devala na to, kaj nimam. In zato sem bila najbolj nesrečen človek na svetu. Pa sem pa začela v istem življenju gledati, kaj pa imam. Ok, imam streho nad glavo, imam vodo, imam hrano, tudi če je v nas potečenim rokom, siti smo. Kaj še imam? Imam zdravo telo, imam 2 zdravi nogi, enih nima, Nik Vujčič je brez nog, brez rok, pa je ful srečen človek. Imam 2 roki, 2 zlati roki, ko mi denar nosta, ko delam okolice. Imam 2 zdrava otroka, ki nista invalida na cevkih. Lahko grem vsako jutro ali pa čez dan, normalno grem lulat pa kakat. Ni po cevki, ne rabijo mi nič ubrisati, doben za mene skrbeti. Imam kopalnico, ok, res, da je cela plesniva, sam imam jo pa, ko zaprem oči, si lahko predstavljam, da sem v najlepši kopalnici. To je pa vizualizacija, 4. metoda, ne? Se pravi, da vadimo, sem še na hvaležnost vrnila, in sem vadila hvaležnost. In sem z enakim avtom, z enako denarja, vse enako postala najbolj srečen človek na svetu. Zaradi hvaležnosti. In ker sem devala fokus skozi na to, kaj imam. Zdaj pa lahko kdo reče, ja, sam jaz nič nimam. In jaz vedno vprašam, a spiš pod mostom? Imaš danes si prišel na predavanje z sposojenimi oblačili, ali so tvoja?
Imaš vodo, imaš hrano. Vse imaš, da si lahko najbolj srečen človek na svetu. Čisto vse. Sam devaš fokus ves čas na to, kaj pa nimaš, pa kaj bi še lahko imel, pa kaj bo, pa kaj je bilo. Ne? Kaj pa je resnično? Da je resnično. Preteklosti več ni, prihodnosti ni. Trenutek zdaj, ne danes, niti danes ni več. Trenutek zdaj. Ta je pa resnična. In v tem trenutku zdaj mi z našimi mislimi, to je osnova, iz misli se rodi občutek in z občutkom ustvarjamo svojo prihodnost. Jaz ustvarjam svoje sanje, ne usoda. Jaz, od mene je odvisno, ali bom sranje živela ali pa sanje. Od mene je odvisno, koliko denarja bom imela, kakšne odnose bom imela, kakšno službo bom imela, kak avto bom vozila čez 10 let, od mene. Od čisto nobenega drugega. Se pravi, od mojih misli, začne se pri misli. Metoda, ki je še meni zelo, zelo pomagala, tako sem že rekla, meditacija, vztrajnost. Danes je moje življenje, ko me vprašajo, pa kak ti, ker naenkrat bolj za otroke narediš delavnico, pa narediš plesno delavnico, pa narediš to. V meditaciji slišite svoje srce, slišite svojo dušo, ko se misli umirijo in pokaže se vam vaša pot. Vsi ste prišli na zemljo z nič koliko talenti, pa vsi ste lahko milijonarji. To vam jaz zagotavljam. Ker kaj verjamete v Boga, v energijo, zakon privlačnosti, vibracijo, kaj verjamete? Višjo silo. Kaj bi rekla, ok, verjamete, da je nekaj še obstaja. Neka višja sila, bomo rekli, ne? Zdaj en reče Bog, en reče ne vem, Allah, en reče karkoli. Rečemo višja sila, ne? Se pravi, ta višja sila vas ni na zemljo dala neopremljene, ampak vas je dala zelo, zelo opremljene za življenje. Če vam na bilo katerem področju ne gre, vam manjka samo pravih informacij. Se pravi, tako sem včeraj napisala na Facebooku, me lahko tudi spremljate, so me pojedli nekateri. Nesrečen človek gleda poročila, srečen človek bere knjige. Ne? Se pravi, a je meni doprinos, da jaz gledam poročila, pa ves tisti strah, pa so tisto klanje, pa tiste vojne, a meni to povzroča prijeten občutek. Če smo rekli, da vse ustvarjamo z občutkom, pa z mislimi. A se jaz prijetno počutim, ko to gledam? Vojno pa to? Ne. V redu, zakaj bi jaz pol to gledala? Ni pa bolj, že knjigo berem, pa ustvarjam svoje sanje. Ne? In pol veš, ok, nesrečen človek, kaj sem še napisala, Sabina, malo mi pomagi. Nesrečen, to je moja Sabina, s njo imam jo pozabila predstaviti, ja. Dajmo en aplavz za njo. Ona pa meni pomaga čisto vse delati, kaj si jaz mislim, napište mail, naredi to. Se pravi, ja, in ustraja pri meni, nisem ni prav čtečna. Tako da hvala, Sabina, ja. Ja, kaj sta prijateljice ali kaj? Ja. Moj program je naredila in v mojem programu je imela nalogo, ki so bolj posebej. Ena verzija je, da sam delaš program, druga verzija pa z mojimi coachingi. Ne? In je imela svetovanje, usmeritvijo, še bolj poglobljeno. Ne? In je imela nalogo, da napiše 300 želj in pol imam jaz, za vse vas naloga, da vsi si nekaj želite, ne? Pa bi radi vse nekaj boljš. Ne? Pa študirate cel dan, kak bi radi vse nekaj drugače. A ste kdaj napisali, kaj si pa res želite? Tako da imate zdaj za nalogo doma, da napišete 300 želj. Ne bo šlo v enkrat. Ne bo šlo. Je treba študirati. Ker mi si vedno nekaj želimo. Sam kak naj ta višja sila, včasih imam kaj takle strgan, ko roko dvignem, kak naj ta višja sila nam nekaj da, ne? Ko smo rekli, da nekaj je, da nam nekaj pomaga, da nekaj tudi, ne? Kak nam nekaj da, če mi ne vemo, kaj hočemo? Pa če nimamo to napisano, ne da imamo to napisati je treba. In pol jaz predavam Žalcu, pa ne vem, Sabino predstavim, kak je bilo, ne? Pa da je malo programov povedala, kaj vse je doživela. Se pravi, ona je čisto na novo počela s programom in tak naprej, ne? Se pa, če bo hotela, sama pove. In reče Sabina, ne, pride tak zra mene stoji, jaz tega nisem vedela, pa reče,
Ja, pod 17. točko, ne, v teh željah sem napisala, da si želim s tabo sodelovati, ne. In ko sem jaz svoje želje pisala, sem pa tudi rekla, sem pa točno njo recimo opisala, pa, da si želim eno tako punco imeti ob sebi, ko bi program naredila, ko bi vedela, za kaj se gre in tako naprej. In jaz jo tam, a res to si napisala, ne? A vidite, kako to deluje? In je ona pritegnala mene, jaz pa njo, ker je vse energija. Ker vse, kar imate v življenju trenutno in vse, kar trenutno živite v življenju, privlačite s svojim magnetkom, ko ga imate tukaj noter, za svojo energijo. In če vam kaj izven vas ni všeč, se je treba iti v svojo notranjost in to spremeniti. In to je samo umetnost. Na začetku je to zelo hudo, pa zelo težko, zato ker še ne verjamemo, nimamo še vere, ampak zdaj imate tisoče ljudi po celem svetu, ko pišejo knjige o tem, ko predavajo, ko so znanstveno dokazi, da dihanje pomaga, da joga pomaga, da meditacija pomaga, da vizualizacija pomaga, da hvaležnost pomaga. Tisoče in tisoče dokazov imate od strokovnjakov, če že hočete dokaze, ne. Jaz jih nisem rabila, ne, jaz sem pač verjela ljudem, ko so rekli, meni je to pomagalo, ne. Če še eno vzemimo, vizualizacija, se pravi, nam zdaj ni lepo v tem življenju, nam nekaj ni fajn. Ker mi smo v neprijetnih občutkih. Če bi kdo kaj vprašal, jaz sem ful vesela vprašanj. In vse ostane med nami, tako da izkoriste zdaj to, da dobite ta posvet nazaj. Kaj bi vprašal gospod? Ker z enim vprašanjem, ko ga boste dali, res si to zapomnite. Jaz danes vse posod sprašujem in na vsaki terapiji kričim in jočem, nič več mi ni narodno, ne, pa čisto en mi je, kaj si kdo misli. Z enim vprašanjem boste sigurno z vsem v dvorani pomagali. To je dejstvo, ko ga bo eden postavil. Tako da, če ima kdo kaj. Tako zanimivo govorite, da sploh ni Okay. prav misli Hvala. delajo, je tako. Ja. Drugače mi je zelo lepo, no, če se zraven vključite, da vam lahko pomagam, no. Zdaj, ko smo že skupaj, če se bo kjermu kaj utrnil, le z veseljem odgovorim. Drugače boste pa pol na konc, imam za vse darilo, nimam ga zraven sicer, ker izpolnite en listek, tam gor lahko napišete, se pravi, kar bi zdaj želeli povedati, pa se mogoče ne upate. Vsi boste dobili po mailu eno knjigo, ko je meni rešila življenje, res rešila in jaz sem jo dala skenirati, ker sem jo prej kopirala za vsaka, pa talala, pa mi je una v kopirnici rekla, daj to raj skopiri, pa boš po mailu pošiljala, ne. Tako da bo vsak to knjigo dobil, pa vsak dobi danes 30-minutni brezplačni posvet z menoj. Ko drugače to kar nekaj stane, tako da vi pa imate 30 minut brezplačno posveta, da se lahko malo boljše spoznamo pa zmenimo. Se pravi, 4. korak, ko je meni zelo pomagal, je vizualizacija. A kdo ve, kaj je vizualizacija? Da si predstavljaš stvari. Ja. Da si v misli predstavljaš Ja. vse, kar se ti potem lahko zgodi. Ja, bi rekli, recimo, ko smo bili otroci, je bila to domišljija, recimo, ne vem. Smo imeli tole, pa smo rekli, ok, to je bana, to je avto, to je ladja, ne, domišljija nam je delala, ne. In potem malo na to pozabimo, ne. Zato, ko malo mamo poslušamo, malo ata, malo učiteljico, malo politiko, malo cerkvo in ne vemo več, kdo smo, kaj smo, zakaj smo tu, ne, sploh se ne poznamo, ne. Se pravi, živimo po pot nekoga drugega, kar se od nas pričakuje, ne, to, kar bi mi res radi živeli, ne. To vam še ne povem, da jaz na točki, ko sem začela z vsem tem, sem ostala čist sama, ne, čist. Mene družina ni podpirala, partner je rekel, se pravi, meni je v meditaciji prišli, ti rabiš predavati, če noš predavala, boš zbolela. In jaz tiskane, jaz predavam, kak, mislim, ne? Jaz nič ne vem, jaz sem debela, jaz sem grda, jaz tako, to so bili sami zidovi, same blokade, ne? Ok, sem, če mi je to v meditaciji prišli, jaz to verjamem, ker tismo, kar pride v meditaciji, meni vem, da mi je duša povedala in vem, da je res, ne? In čez vse te zidove, čez vse to, kar sem je šla, da sem danes tu, ko sem, ne? Vsak od vas odzmore to, no. Nič drugačna nisem od vas, čist nič drugačna. In danes sem napisala na Facebook, vsi smo rojeni pod srečno zvezdo. In za tem stojim. Pa sem prvi človek, ko bi rekla, jaz nisem, po vsem tem, kar sem v življenju imela. Imela sem
posilstvo, recimo spolno zlorabo pri 13 letih in tako naprej, lahko bi vam še naštevala, kaj vse sem imela, ne? Ampak jaz danes rečem, rojena sem pod srečno zvezdo. Jaz sem to naredila. Noben drug. In vi imate vsi to moč v sebi, da naredite iz svojega življenja, kar želite. Kar želite. Čisto vsak ima to svojo notranjo moč, vsak od nas. Tudi če ste zdaj na neki točki, ko vam nekaj ne gre, pa ste nezadovoljni, pa ste na nekih področjih v pomanjkanju, poiščite pa področja, v katerih ste pa v obilju. Ker zagotavljam vam, da vsak od nas živi vsaj eno obilje, vsaj eno, ko ga lahko zavesti, imate jih več. In jaz sem dala takrat, lahko rečete, imam pa zdravega otroka ali pa imam otroka. A veste, koliko ljudi bi jih radi imeli, pa jih nima. Jaz ga imam, se pravi, je to moje obilje. In daš fokus samo na to eno obilje. In kaj je še meni zelo pomagalo in mi še vedno pomaga in je moja top metoda, zato ker mi je ful fajn ob njej, je ta vizualizacija, se pravi domišljija. Zato ne rabiš posebej časa v dnevu, ne tako za meditacijo, pa meditacija je dosti 10 minut na dan, 15, pa je čisto okej. Za začetek mogoče 5 minut, ne. Jutra začnem na način, se vstanem, prvo v posli, sem hvaležna, da sem se v topli posli zbudila, da imam zdrave otroke, da imam streho nad glavo. Ponavljam to hvaležnost in meni je tu not toplo, se pravi, pridem do občutka, ko mi je res prijetno, ne. Ok, pa se vstanem, pa dobrodošel današnji dan, danes je dan, ko se bojo dogajali sami čudeži, ne spet me skrbi, ki jim denar dobila za položnice, ne. Skrb je največja gluparija, kar si jo je nekdo zmislil, in mi jih sledimo. Kaj delamo z skrbjo, kaj bi rekli, da počnemo? To lahko kontroliramo, ne? To so vse stvari, ko lahko kontroliramo. Energijo si pobiramo. Energijo si pobiramo, pa kaj še? Bravo, super odgovor. Sam sebe najedaš. Sam sebe najedaš, pa ustvarjaš, kreiraš to, kar ne želiš. Za svojo mislijo, za svojo skrbjo. In tu lahko imaš nadzor. A bo skrb mene misli, ali bom jaz mislil, kar želim misliti. Kdo je močnejši? Mi smo močnejši, mi smo najmočnejši. Se pravi, a bo moj ego prevladal, ne iti v hribe, ne ljub se ti, v les se raj, ali bom jaz močnejša od njega. Lej, ljubček moj, jaz grem v hribe. Čez 3 mesece mi je pa pustil primer, pa mi ni več govoril, ne iti. Jaz je grozno. Ja, zdaj pa je moj prijatelj, zdaj se pa vključi tudi, ko je treba, tako da jaz znam biti še tudi čist šarf, pa vse normalno, tako da nekdaj še tudi to treba ga vključiti, pa uporabiti, tako da ni nič slabega, tudi jeza ni slabega, nič ni slabega, ampak zdaj vam lahko recimo povem, bila sem na Rogli na eni 4-dnevni delavnici, res poglabljena v sebe in sem prvič v življenju čutila bolečino in mi je bilo ob tem lepo. Tako da tudi to je. Telesno kako. In to nisem razumela, ko so rekli, da tudi žalost je lahko lepa. In mi je terapeutka pomagala, meni je bilo toliko lepo v tisti žalosti, toliko mi je v sreči lepo. Čisto enako je bilo, samo sem bila žalostna. To sprejemanje je tako je. Kaj pa mi delamo? Skozi se borimo proti nečemu. Z borbo proti nečemu ustvarjamo pa še več tega. Sprejemanje. Ok. In tudi jezo sem prvič v življenju, ker znam zelo pošiziti, čutila v miru. V totalnem miru sem bila jezna. Ok, jaz sem jezna na očeta, ampak v miru. Vizualizacija še. Se pravi, vizualizacija mi je, zdaj vam govorim korake, ko so mi pomagali ven iz vsega tega, Vizualizacija je pa metoda, ki se jo tudi vadi. To so vse veščine, ki se jo vadijo. In meditacija, in vizualizacija, in kontrola misli. Vizualizacija, kaj pa dela vizualizacija? Se pravi, ne vem. Jaz sem, ne vem, v bloku doma, zdaj si pa želim hišo na morju, ob morju. In jaz zaprem očke in z domišljijo grem, kaka hiša je, kaka terasa je, kje ob morju je, čutim veter, čutim sonček na svojem telesu. Kaj je zdaj? Ustvarjam si prijetne občutke.
s pomočjo domišljije, s pomočjo vizualizacije. In to pomeni prijetno življenje. Prijeten občutek, prijetno življenje. In jaz vam zagotavljam, da do zdaj se mi je še čisto vse iz vizualizacije uresničilo. Kako mislite, da sem jaz začela, Sabina, da greš tule malo odbliži pa posnameš eno minutno, da je čisto samo mene snimaš. Se pravi, kako mislite, da sem jaz začela predavati? Da je bilo, jaz nisem šla na noben tečaj komunikacije ali pa ne vem kaj, ne? Jaz sem vedela, rabim iti, rabim iti na oder. Kaj sem delala? V kuhinji, ko je ta mala zaspala, tako imam okno, ne? Tako tule je kuhna. Sem se postavila, zaprla oči in si predstavljala ljudi in govorila. In sem sedela za mizo z odprtimi očmi in sem si predstavljala, da so ljudje in sem govorila. In ko sem prišla, moj ni vedel, ali jaz res predavam nekaj, ali sem jaz samo v svoji kuhinji. In jaz sem, ko sem prišla prvič pred ljudi, ja, me je bilo strah, pa grozno je bilo, ne? Sam jaz sem že imela občutek, jaz sem že to delala, ker sem že s pomočjo vizualizacije to dosegala. In jaz sem si predstavljala vedno 300 ljudi pred menoj. In kaj se je zgodilo? Dobila sem povabilo in sem pred toliko ljudmi predavala. Ne misli, da se nisem usrala skoraj, ker sem takle se imela tisti mikrofon tresel, ne? No, kaj pa, če bi negativno se zgodilo? Da ta moja vizualizacija ne bi prinesla plusa, ampak ste se... Ne more, da vam ga ne prinesla, ker vi se prijetno počutite in to je plus. Če zdaj jaz študiram, se celo življenje je vizualizacija, ali pa celo življenje je afirmacija. Če jaz zdaj študiram, kako bom plačala položnice, kaj bo čez 2 leti, ko bo, ne vem, v politiki, ne vem, to govorijo, pa bomo brez drv ostali, ne sem skozi v prihodnosti. Se pravi, vizualiziram en izhod, eno situacijo, ki si jo ne želim in se ne počutim prijetno. Zdaj grem pa vizualizirati hišo ob morju, avto, ne vem, denar, lepe odnose, karkoli hočete. Se pa počutim prijetno. In ali se bo to zgodilo, ali pa ne, v nobenem primeru ne vem, ali bom res čez 2 leti brez drv, ali bom res bajto imela na morju. Ne vem. Boljš se bom počutila, pa zdrava bom. V tem je fora, ne? Se zaštekali, ne? Ja. Tako, čez 2 leti pa spet prestaviti za naprej, a ne? In, ali pa en primer vam povem, recimo, Ja, sem negativno. Nataša pa Sabina sta bile brez službe. Primer. Pa data, prijateljice sta, pa data prošnjo v isto podjetje za službo. Pa Sabina kliče Natašo. Jo, mene je tako strah, če ne bom šihta dobila, jaz sem čist brez denarja, meni se je zmešal, jaz res rabim ta šiht, jaz sem čist na tleh, res ga rabim, jaz si ga ful si želim to službo. Kaj pa se s tabo dogaja? Neč, meni je ful fajn, čaje napiram, pese šetam, kaj me brigam, dobila ta šihta, ne, vse je tako more biti v življenju. Ok, pa spet čez 2 dni Sabina kliče Natašo. Ej, pa kaj, jaz sem ful živčna, pa če jaz ne bom dobila tega šihta, jaz ne vem, kaj bom naredila v svojem življenju, jaz nujno rabim ta šiht. Kaj pa ti delaš? Ja, ne, če veš, tule se imam ful fajn, sem se šla kopat, pa na masažo sem šla, sem ji tam en grm porezala, ona je pa mene za to zmasirala, ful fajn mi je, ne vem, le, sploh ne razmišljam, bom dobila ta šiht ali ne. Pride en teden okoli, rečemo, ne, pa obe dobita negativen odgovor, da nista dobile šihta, kera se je tisti teden imela boljša. Ja. O tem vam govorim. In to pomeni, da začneš živeti. In samo od nas je odvisno, če si dobenega drugega kako živel. Kaj boš mislil? In nikoli nisi prestar, da bi karkoli v življenju spremenil, ali pa premlad. Ali pa sploh, jaz imam ženske 75 let stare v programu, 80 let stare pridejo na moja predavanja, pa se odločijo za spremembe. Ves čas afirmacije, to vsi sigurno poznate. Kaj delamo ves čas? Afirmiramo. Ves čas. Ampak ponavadi afirmiramo to, kar ne želimo živeti.
In ko ti zamenjaš, ko jaz začnem, jaz sem obilje, ko postanem dobesedno kura, jaz sem obilje za denar, jaz sem obilje za denar, jaz sem obilje za denar, jaz sem zdravje, vsaka moja celica v telesu je zdrava, jaz sem zdravje, jaz imam ful lepe odnose, jaz živim lepe odnose, jaz predavam po celem svetu. Jaz afirmiram to, kar želim živeti. A do danes sem afirmirala nezavedno, ves čas, to, kar ne želim živeti. In kaj to pomeni? Da postaneš zavesten, zavedati se začneš svojih misli, svojih občutkov. Greš pogledati, ok, imam 500 evrov na mesec, to je premalo. Se pravi, greš pogledati izven sebe področja, ko ti ne grejo. Rad bi imel več denarja. V redu, se pravi, imam neka prepričanja o denarju, ko mi ne služijo, rabim iti v svoje globine, spremeniti svojo notranjost in lahko imam denarja, koga hočem. Korak za korakom in se učiš. Tako da čisto vse se da. Neke metode sem vam danes predstavila, se pravi meditacija, reši življenje. Danes imate meditacije vodene na YouTube, vse brezplačno. Danes je vse izgovor, nimam časa, nimam denarja, karkoli. Kje ste vi iskali, ja? Ja, na YouTube sem jaz recimo brezplačne meditacije našla. Kaj jaz poslušam? Ano Bučevič, Aleksandra Šinigoja, Marko Nikolič, Joe Dispenza, Abraham Hicks. To recimo, ne? Kje sem jaz dobila, ko nisem enega centa imela, recimo na YouTubeu predavanja. Sem to ne pomeni, ja, zdaj pa eno predavanje poslušala na teden, pa to je to. Po 5, 6, 7 predavanj sem poslušala, pelala sem se na šiht, pa sem vadila, ni mi na kraj pameti prišlo, da bi se lahko daj zahvalila, da se vozim po cesti. Pa da je cesta, pa da grem v najbolj smotano službo, ko sem jo sovražila na svetu, sem jo imela čez 3 leta najraj. Jaz sem hvaležna, da hodim to službo. Lahko doma svoje položnice plačam, pa nekaj hrane kupim. Ampak po 3 letih sem tako dvignila svojo vibracijo, da sem lahko to službo pustila, recimo, da sem toliko zaupala, da bo vse ok z menoj. Ampak te spremembe se delajo, ko si na visoki vibraciji, ne na nizki. Se odločaš za končanje partnerstva, da bom službo pustil in tako naprej. To rabiš biti na visoki vibraciji. Rabiš to razumeti. Tako da, zdaj, kjer ga kaj zanima, tako sem rekla, ves čas afirmirate, ves čas sami sebe hipnotizirate z mislimi občutki in to hipnozo, samo hipnozo pol živite. Da si pa lahko rečete dovolj je. Kaj želimo v življenju? Napišite si. In potem, ne vem, želim, ne vem kva, predavati. Ok, in greš proti temu, korak za korakom. Strah me je, nimam dobre samopodobe, nimam dobre samozavesti. Super, da si to ugotovil, gremo delati na samozavesti. Poiščeš ljudi, ko to znajo, knjige, danes je v knjižnicah, čisto vse, kar rabite. Brezplačno. Čisto vsaka knjiga. Če jo pa nimajo, vam jo pa sigurno zrihtati. Čisto vse imate. Pogovori z Bogom. Jaz sem vsaka taka reč nekaj potegne za sabo. Moraš biti dosleden, moraš... Ja, bravo. Ne bo samo padlo, ti moraš delati. Dan se en reče... In to je največji problem, se mi ne da več, ne bom, ne zmore. Ja, to, da bravo. Zdržiš. Ja, zdržiš. Pokličite, pa pol vi v tem tempo. Jaz sem zdaj rečemo, da sem hotela samomor delati, pa danes, da sem tukaj, kjer sem, je 7 let od tega. Mislim, to ne gre. Se pravi, ampak da sem pa začela res konkretno takrat predvsem leti na mislih, ampak se veste, čas je iluzija, ga ni, zdaj to v teh letih je brez veze govoriti, en prej, en kasnej, Ampak jaz sem se odločila, jaz sem spremenila svoje življenje, nisem pa nič verjela. Sam verjela sem, ok, če lahko una tamle, pa lahko jaz tudi. Sam to. Če lahko una bila mama samohranilka, pa za otroka ni imela za sladoled, ko jaz nimam, danes ima milijone, se pravi, lahko jaz tudi, nič ni drugačna kot jaz. Čisto nič ni drugačna. In grem po tej poti, sam, tako ste rekla, potrebna je doslednost. Ok, zdaj, vsak dan bom meditirala, če do zdaj nisi meditiral, zihar ti ne bo ratal, Ampak 3-krat na teden ti pa bo. Pa ti bo vedno boljš, pa ti bo že pa vsak dan ratal, čez 2-3 leta recimo, Doslednost, vztrajnost, enako pomembna, vztrajati. Ko ste rekli, ne ljub se mi, ja, tudi ko se mi ne ljub,
ok, pa ne bom zdaj, ne vem, 10 minut vizualiziral, ampak bom 1 minuto ali pa kaj sem jaz delala. Ne vem, ne ljub se mi kuhne pospraviti, ne ljub se mi kopalnice pospraviti. Aha, ok, to je ego. Zdaj bom pa v vsaki stvari, ko se bo ego glasil ne ljub se mi, jaz rekla ljub se mi. Ampak ne bom cele kuhne pospravila, če se mi jo ne ljub, bom pa eno kredenco ali pa pult bom pobrisala, pa umivalnik bom zglancala. Nekaj bom pa naredila, tisto, kar sem rekla, da se mi ne ljub. Ali pa namesto na 10 vprašanj iz programa bom odgovorila na 2 vprašanja. Tukaj je pa odločitev, ali hočem jaz nekaj več v življenju, ali hočem tole do konca življenja živeti. Ko se pa odločiš, zbereš pa moč. Pa potrpežljivost je ključna. Potrpežljivost pri, da dobimo dokaze, da vse to, kar jaz govorim, deluje. Meditacija, vizualizacija, ne gre zdaj enkrat malo povizualiziral, pa bo pojutrišnja bajta padla, ne. Tudi je možno, ne, ampak počasi dviguješ svojo vibracijo, pa kaj se potem zgodi, se pravi, jaz sem bila leta in leta v žalosti, pa sem šla s partnerjem narazen, pa sem se 3 leta smerila, tako zmešana, ne. Zdaj pa, ko pride do žalosti, ni to, vedno ostane, ker mi smo vse, tudi žalost, obup, nemoč, jeza, vse smo, užitek, veselje, radost, vse, ne. Ampak, ko do tega pride, znaš, greš v sebe 50 minut in greš ven. Ker veš, če boš dolgo ostajal, če si zavestni kreator, se zavedaš, če boš predolgo ostajal v žalosti, v nemoči, v obupu, boš kreiraš to življenje in slej ko prej boš to živel. Ne odrivamo pa stran, ne. Zdaj, jo, sem žalostna. Ne, zdaj, ko sem žalostna, meni je fajn, ok, daj bodma žalostna. Zdaj smo pač žalostne. Sam ne bomo dolg. Zdaj, če pogledate par objav mojih na Facebooku nazaj, ko je bilo 11.11, ko je bilo 40 let, odkar je mamica odšla iz te realnosti, se pravi, jaz bila govorila vam 14 dni tu, ne, obstajajo paralelne realnosti, ne, in mamica je vedno z menoj, sam je v drugi realnosti, ne vidim jo, ampak ko sem jaz na visoki vibraciji, se pa lahko z njo pogovarjam, pa čutim, ko me objame, pa jo čutim dobesedno, ne. Sam, ko sem pa jaz v žalosti, ko sem jaz pa skozi odrekel, pa jaz ne morem tega doživeti, ne. Pa spet pridobivaš znanje, se pravi, kaj se zgodi takrat, ko umremo, ne, se ne more nič umreti, ker če smo mi del narave, pa če malo greste po goši, pa vidite, da ne vem, hrast pade dol, pa vidite 10 hrastekov malih okoli, se pravi, da je vse večno, da gre vse v neskončnost, ne. In potem sem to raziskvala, kaj se po smrti zgodi, ne, in brala knjige, da sem razumela, da ni nič groznega, zdaj, če je mama umrla, ne, še vedno smo skupaj, ne. Tako da, hvala lepa, res vam iz srca, da ste prišli, da ste si vzeli čas. In edina moja želja je, da ostanemo povezani, preko teh kanalov, ki me najdete, drugače pa vsak dan na Facebook res delim globoka sporočila, kanalizirana sporočila, včasih vas bo mogoče malo zaboleli, tudi mene je, ko sem, ne vem, 5 let nazaj to prebrala, danes pa razumem, ne. Tako da, hvala, pa se vidimo kje drugje v Sloveniji, po svetu. Hvala vam. Hvala vam. Hvala. Da vam je to všeč.